projekt Spektrum sem v bistvu razvijal v okviru ROR rezidence v Šempasu, se pravi za ta končni dogodek, ki je bil 27. na občinsko stavbo projiciran v Novi Gorici. Gre v bistvu za projekt, kjer sem prvič spajal skupaj video in laserske projekcije in potem posebej za ta dogodek priredil neke starejše kompozicije in tudi prispeval nekaj novega materiala. Tako da, ja, Spektrum je v osnovi, kot bi lahko rekel, naslov tega raziskovanja uporabe laserskega in video medija skupaj, seveda v audiovizualnem kontekstu. V osnovi gre za audiovizualne kompozicije. Meni je zelo pomembno nekako, da se v mojem delu nekako briše meja med različnimi mediji, da včasih ne veš, ali zvok reagira na sliko ali slika na zvok, da se te dve stvari zelo prepletata in hkrati, da se tudi neke hierarhije v tem smislu podirajo, da tam, kjer mogoče že je očitno, da en medij vleče, da to ni potem neka stalnica čez celo kompozicijo, ampak da se ta razmerja spreminjajo. In te stvari se nanašajo na neka moja dela tudi iz časa doktorskega študija, plus neka sodelovanja z španskim umetnikom Eliasom Merinom, s katerim sodelujeva skupaj kot dvojec Sin Species, ter seveda, kot že rečeno, še nekaj novih materialov. In v teh delih, ki sem jih tukaj predstavljal, sem veliko fokusa posvečal ideji audiovizualnega objekta, se pravi, v vizualnem svetu je to neka geometrija, najlažje se jo tako predstavljati. V zvočnem svetu je pa to lahko pač nek zvok, ki kljub temu, da se čez čas spreminja, ohranja neko kontinuiteto in se ga recimo da deformirati podobno, kot se deformira, ne vem, neko geometrijo. Če bi imel recimo zdaj v rokah neko kartonasto škatlo, jo lahko pač deformiram in vsi vemo, ko to gledamo, da gre za deformacije neke škatle in podobno si lahko v zvoku predstavljamo, da imamo nek zvok, ki se počasi deformira. No, ampak to je pač neka osnovna ideja, s katere izhajam. Ni zdaj to pri meni neko sveto pravilo, neka konceptualna umetnost, ker bi se tega res potem 100% držal, ampak rajš raziskujem, kaj se potem zgodi, ker ta pravila tudi odpovejo, rad nekako ustvaram neko audiovizualno realnost in potem, ko človek postane nekako udobno, ko mu postane udobno, ko zašteka pravila, jih rad pač spremenim, kršam in na tak način poskušam gledalca, poslušalca z nekakim zanimanjem obdržati v tej poziciji. In ja, pri teh stvareh, ki jih tukaj v okviru Spektruma predstavljam, je velik fokus na deformacijah, se pravi, veliko sem delal z enim in samim materialom, ki sem ga deformiral na razne načine, do te mere, da stvari včasih sploh ne delujejo več povezane, so že toliko različne.
Projekt je v bistvu začel nastajati v moji dnevni sobi na neki mali površini in ko recimo združiš projekcije skupine, se pravi zdaj na eni strani pač imamo videoprojekcijo, ki je bila potem na dogodku pač razširjena čez 3 projektorje, se pravi, smo dobili neko bolj široko sliko. In potem so pa tudi 3 laserji, ampak tukaj gre pa malo za drugačen koncept. Se pravi, pri projektorjih imamo, ponavadi združujemo, se pravi, nekako šivamo sliko skupaj, se pravi, če en projektor zajame ta del površine, potem bo drugi ta del, tretji ta del, ne, in nekako šivamo skupaj na ta način, da se 2 slike prekrivata in potem treba to natančno uskladiti in pač narediti lepe prehode. Pri tem mi tukaj je pomagal Gregor Mesec. Jaz sem pač prevzel tudi ta tehnični del tega laserskega, recimo spajanja različnih projektorjev laserskih v eno sliko. Tukaj gre pa za drug problem, ne, je pa laser je zelo omejen, kaj lahko nariše, zato vedno samo neke silhuete gledamo, ne, in zelo hitro, že pri enem relativno preprostem logotipu lahko en laser odpove v smislu, da ni več sposoben tega narisati 60krat na sekundo in potem, ko mu zmanjka te moči, se začnejo stvari deformirati, tako kot recimo pri avtu, če gre prehiter v ovinek, ga vrže ven in isto laser začne ven metati, ne sledi več navodilom ali pa pač mora toliko počasje, da se stvari utripajo. In je potem ideja, da se razdeli ena slika, en recimo objekt, ena geometrija na 3 laserje, ne, da se pravi, da vsak en delček nariše in si tako med sabo pač pomagajo. No in pač na eni točki treba se te laserje uskladiti, da to vse lepo dela, ne, ker niso vsi laserji ne projicirajo z iste točke, vsaki na svojem mestu in potem treba te perspektive uskladiti in potem te perspektive uskladiti z drugim video perspektivam, spet tam 3 projektorji, kot rečeno. In če imaš to na različnih podstavkih, lahko en majhen veter ti totalno vse podere, ker se potem video in laserji niso več pač usklajeni in tudi kakšni tresljaji lahko hitro stvari poderajo. Tako da ja, začel sem se s tem ukvarjati v svoji dnevni sobi, tam sem kar hitro dobil dobre rezultate, potem pa seveda večja kot je razdalja, večja kot je slika, 1 milimeter postane 1 meter, ne, na velikih razdaljah. In tam potem šele vidiš realno stanje in koliko je treba biti pazljiv praktično pri celi izvedbi, od postavljanja podstavka in zategovanja, da stvari res stojijo na mestu, do seveda softverskih detajlov. Ker recimo tudi tukaj v Šempasu, ko sem v kulturnem domu v Šempasu, sem imel pač rezidenčno delavnico in sem, se pravi, ta kulturni dom je nekako ponudil neko umestno velikost med dnevno sobo in ogromno občinsko stavbo. Tudi tukaj so problemi, ki nastanejo pri velikih slikah pojavili. In se mi je zgodilo, da sem vse lepo skupaj naštimal, sliko, laserje, vse tipi-topi. Ugasnem projektor, grem na kosilo, pridem nazaj, se je stvar že podrla, ne, tako ne zdaj tako drastično, ampak toliko, da če bi bilo to na občinski stavbi, bi bilo zelo narobe, ne. Ker pač večja razdalja, večja slika, vsak premik potem se pač poveča, ne. In v bistvu ne vem sploh, kaj je bilo, lahko da se je samo projektor ohladil, da je bilo, ni mi jasno, kaj se je zgodilo. Ampak tle seveda za teste nisem neke profesionalne opreme projektorske uporabljal, se pravi, imeli smo en tak pač relativno pocen projektor, ki je bil čisto dober za teste, ampak hočem reči, da
tle gre res za ogromno enih detajlov, ki jih je praktično nepredvidljivi. Še posebej, ko pa to enkrat delaš zunaj, imaš pa veter, vlago, so pa to spet neke nove variable, nove presenečenja, tako da treba biti pripravljen na različne scenarije, pa pač malo sreče imeti. No in ja, na dan dogodka smo, seveda smo že prej teste tudi izvajali, nekje tam iz približno 35 metrov smo potem streljali z laserjem projektorji na občinsko stavbo. Pokrili smo s projekcijami približno 3/5 cele zgradbe, ki je zelo velika. To je, mislim, okoli 60 metrov, čeprav zdaj mogoče malo na pamet govorim, po širini. In ja, treba je bilo rolete dol dati na oknih, zato da se niso žarke odbijali, tudi da so se stvari bolj že videle. Ker jaz še vsem delam stvari, ki so v osnovi delane za projekcijsko platno, se pravi niso primerne za neke zelo raznolike arhitekturne detajle, recimo na neko baročno cerkev, moje delo ne bi pasalo, ker bi bila to pač neka distorzija dela, ki se ukvarja z distorzijo in bi bilo malo preveč vsega. Tako da tukaj občinsko zgradbo smo, mislim, seveda z različnih vidikov smo jo zbrali, ampak kar se mene tiče, ki pač na to gledam seveda v prvi vrsti kot umetnik, je bila to ena manj razgibanih zgradb in zato primerna. In se pravi, ja, s tem, da smo rolete spustili, dol smo pač dobili neko boljšo površino za projiciranje. Potem smo si tudi z lučmi pomagali, ostale 2/5 zgradbe smo potem osvetljevali z lučmi in tudi še neke druge dele. Ideja je bila ta, da z lučmi res dosežemo, da pač zažari zgradba, tudi noter v neke pisarne smo dali luči, in ideja je bila ta, da res pride neka ta energija svetlobna tudi iz same zgradbe, da res izgleda, da je ta občina ne samo neko projekcijsko platno, ampak da je to cela zgradba, ki nekako zdaj zaživela na nek